Od januarja do maja letošnjega leta imamo mi v bistvu znanih približno 23% upad bolniških odsotnosti. Približno milijarda evrov gre za nadomestila, beri bolniške in v bistvu ostala nadomestila. V zdravstvu nič ne gre zelo na hiter, ker pol lahko naredite veliko napako. Jaz sicer mislim, da problem čakalnih vrst v Sloveniji je tudi transparentnost. Pozdravljeni v podcastu Info 360. Vodim ga Brigitte Ferlič. Z menoj pa danes mož, ki bo pomagal odgovoriti na vprašanje, zakaj vse življenje plačujem zdravstveno zavarovanje, ko pa želim zdravstveno obravnavo, moram nanjo čakati leto, 2 ali več. Lepo torej pozdravljam direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, gospoda Roberta Ljolja. Dober dan. Mandat ste nastopili marca 2025, predtem ste bil predsednik uprave Leka. Nazadnje ste delali v biotehnološkem pospeševalniku Biotech Hills. Tudi. Potem pa ste se odločili in ste kandidirali za mesto prvega moža Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Zdaj, ob pripravi na tale podcast sem imela majčkeno težav s izgovorjavo vašega priimka. Priimek Ljoljo ni tako pogost. Povejte mi, od kje izhajate vi, vaša družina, zakaj ta priimek? Ja, hvala lepa. Drži, priimek ni pogost, v Sloveniji sploh ne pogost, zato ker sem pač v bistvu tretja generacija nosilcev priimka Ljoljo v Sloveniji, drugače pa moj star oče prihaja iz Hercegovine in tam je ta priimek nekoliko bolj pogost, je pa res skoncentriran zelo okoli kraja Konjic, blizu Mostarja v Hercegovini. Tako da v bistvu ta hrvaško govoreči del Hercegovine. Od tam nekako je ta baza našega priimka, je pa res, da seveda nažalost po tej zadnji vojni seveda jih je tam zelo malo, nekaj nas je v Sloveniji, nekaj pa v bistvu v Skandinaviji. Vi ste pravzaprav začeli svojo kariero čisto na nekem drugem področju, ki nima kaj veliko zveze z zdravstvom, kariero, svojo izobraževalno pot, bom raje tako rekla. Vi ste bili dijak srednje tehniške šole v Šiški. Da se stvar zelo nazaj, tako je. Ja, tako. Ja. To so šla nazaj zato, ker mi boste povedali, zakaj se potem tak človek, ki gre v neko čist tako smer, mislim, da ste vi šli v elektrotehniko, če se ne motim. Osnovna srednješolska izobrazba, tako je. Ja. Znajde na mestu direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Ne? Nimate, se pravi, niste imeli v osnovi neke povezave z zdravstvom. Je v bistvu tako, ne. Moja, bom rekel, študijska pa pol tudi poklicna pot je bila sestavljena iz nekaj obdobij, zato ker je meni pač v življenju bilo tudi pomembno se čim več stvari naučiti in nekako ne glede na to, da sem dejansko praktično celotno poklicno pot opravil v Leku, kasneje bil Lek seveda integriran v Novartis in potem razdružen v Sandoz, in sem štartal seveda na informacijski tehnologiji, potem sem kar nekaj let vodil oskrbo, kjer je pač v bistvu, kjer je zelo veliko podobnosti z zdravstvenim sistemom, če sem zelo pošten. Potem kar nekaj let vodil v bistvu različne funkcije znotraj nabavne službe, potem sem upravljal tudi s strategijo tehničnih operacij Novartisa in ne nazadnje 5 let opravil funkcijo in vlogo predsednika uprave Leka in predsednika Sandoja v Sloveniji. Tako da nekako sem se pomikal v svoji karieri vedno bolj v te splošne upravljalske oziroma, če hočete, menedžerske vode. In seveda tudi sistem Zavoda za zdravstveno zavarovanje je velik, kompleksen, zahteven. Vedeti moraš seveda, kaj pomenijo finance, upravljati oziroma skrbeti za praktično zdaj že 7 milijard sredstev, ki jih zberemo z prispevki zavarovancev in tudi nekaj s prispevkom države, ni mačji kašelj. No in meni je bil v bistvu to neki izziv, ko zdaj nekako narediš neko kariero v nekem poslovnem svetu in seveda pač se potem vprašaš, kje pa bi še lahko tudi ne nazadnje
zdaj v tem nekem drugem življenjskem obdobju pripomogel k delovanju podsistemov v državi, se mi je pač Zavod za zdravstveno zavarovanje oziroma ta velik podsistem zdaj nek tak, tudi če hočete, profesionalen izziv. Glede na to, da ste povedali, kako ste bili vpeti v te pravzaprav farmacevtske vode, se je pri vaši kandidaturi za direktorja takoj nakazalo, da tukaj stoji pa zadnji farmacevtski lobby. Mislim, da je takrat nekdani minister za zdravje, pa tudi nekdani direktor za ZZS, gospod Samo Fakin, rekel, da gre to za neposredni napad farmacevtskega lobija na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Ja. Kako odgovarjate? Ja, no, to je bila taka malo mogoče zanimiva epizoda. Midva z gospodom Fakinom sicer drugače dobro sodelujeva, ker nam tudi pri kakšnih stvarih še vedno pomaga, ker pač veliko ve. Mogoče samo malo parafraziram, takrat, ki je on prihajal na zavod, najverjetneje ni bilo toliko govora o zdravniškem lobiju, ki prevzema zdravstveno zavarovanje, tako da jaz sem to malo v bistvu, če sem zelo pošten, vrgel čez ramo, zato ker pač vem, kakšna je moja profesionalna etika, in že takrat napovedal, da farmacevti raven šampanjcev ne bodo odpirali, ko pride nekdo, ki pozna delovanje v bistvu farmacevtske industrije, in jaz sem pač v svoji karieri deloval tako v, bom rekel, generičnem delu farmacevtske industrije, spoznal biotehnologijo, podobna biološka zdravila in tudi inovativni del farmacije, tako da lahko vprašate seveda zdaj moje nekdanje kolegice in kolege iz industrije, pa najverjetneje vam bo rekli, da sem zelo trd sogovornik in pogajalec. Raven zato, ker seveda zadevo dobro poznam, to je ena stvar. Druga stvar pa tudi torej, izdatki za zdravila, pa novejša zdravila, pa tako naprej, zdaj z vašim prihodom niso poskočila na kakšno neznatno raven? Ne, v bistvu mi da mora poznati podatek, da seveda je od vseh izdatkov Zavoda za zdravstveno zavarovanje rast izdatkov za zdravila ima največji indeks rasti v zadnjih 10 letih, nekaj čez 11%. Tako da je bila definitivno seveda tudi moj fokus v prvem letu delovanja, ali lahko v bistvu sploščimo v bistvu krivuljo rasti, ustaviti jo ne moramo, čisto zaradi tega, ker seveda, kot veste, napredek, predvsem na inovativnem delu, je res velik v zadnjih letih in se še večji tudi napoveduje. Tako da v bistvu dostopnost do inovativnih zdravljenj bomo pač omogočali tudi v nadaljevanju. Želimo si pa seveda vzpostavljati bolj, bom rekel, poštene modele vrednotenja, in na tem pač delamo. Zdaj, ko so ravno pri zdravilih pa inovativnih zdravilih, se morda že kaj ve, kdaj bo zdravilo za demenco uvrščeno na pozitivno listo, če sploh zdravil? Delamo na tem, to je raven ta del našega poslanstva, ko seveda želimo omogočiti čim boljšo dostopnost do zdravil, in zato smo zelo trd pogajalec tudi pri pač uvrščanju novih zdravil na naše liste. Mi se res želimo primerjati z drugimi državami, želimo razumeti vrednost posameznega zdravila, tako da na tem absolutno delamo v tem trenutku. Smo pa nedavno razvrstili nekaj drugih zdravil na listo, ravno zaradi tega, ker seveda napredek znanosti na tem področju je velik in je pomemben. Seveda ga moramo pa gledati v kontekstu tudi celotnega sistema zdravstvenega varstva. Če pač vlagamo zdaj v neka inovativna zdravljenja, nujno pričakujemo seveda tudi pozitiven vpliv na hospitalizacije, pozitiven vpliv na druge izdatke, ki jih pa zdravstveni sistem ima. Tako da se vrnemo nazaj na vprašanje, jaz absolutno ta trenutek mislim, da se rezultati kaže na to, da smo seveda kar dobro štartali oziroma se kar dobro pogajamo in smo kar, bom rekel, resen partner in aktiven kupec tudi na tem področju. Ker se pa tako trd pogajalec, kot pravite, ali obstaja nevarnost, da se potem določena zdravila tudi umaknejo pri nas trga, da farmacevti rečejo, ne, po taki ceni pa tukaj ne bomo prodajali, se nam ne splača, nazadnje je Slovenija majhen trg. To je vedno umetnost možnega. Zdaj mi da moramo vedeti, da v principu že zaradi majhnosti trga v Slovenijo farmacevtske družbe, bom rekel, ne registrirajo oziroma ne želijo razvrščati v Sloveniji. Zadnja številka je nekje od 45 do 50% zdravil, ki jih sicer tudi Evropska agencija razvrsti, kar pomeni, da vsa zdravila že zdaj ne pridejo na slovenski trg.
In seveda zdaj to je en element, drugi element, ki nam ta trenutek ne igra prav zelo v prid, je seveda tudi ameriški pristop k cenam zdravil, kjer seveda želijo zdaj dejansko se primerjati bolj z evropskimi trgi, a ne? In kar nekaj farmacevtskih družb je že napovedali nelansiranje v Evropski uniji na splošno zaradi strahu pred znižanjem cen v Ameriki, tako da trenutna situacija ni enostavna, mi se seveda trdo pogajamo, hkrati pa razumemo, da moramo omogočati dostopnost. A ne? Tako da to je ta tenka linija med tem, da seveda so stroški obvladljivi in hkrati, da še vedno tudi bomo v naslednjih letih omogočali dostopnost do inovativnih terapij. Torej, da se vrnem k temu vprašanju o farmacevtskem lobiju v ozadju, torej zanikate, da bi imeli kakršne koli botre pri vašem imenovanju za direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Boste pogledali rezultate, pa boste videli. Ne? Ja, ne, absolutno. Ne, ja. Vi ste nekoč dejali, da je vaša življenjska filozofija, da se moraš žrtvovati za nekaj, za višji cilj. A je torej vodenje ZZZS-ja torej na nek način vaše žrtvovanje za višji cilj? Pa morda je beseda žrtvovanje seveda bolj v tem, kako se temu reče, poetičnem smislu. Ne? Drži pa, da seveda je bil moj angažma na Zavodu za zdravstveno zavarovanje oziroma tudi ta pač odločitev za kandidaturo povezana tudi s tem, da dejansko poleg neke kariere, ki jo narediš, ne, pol ugotoviš, kjer je pa zdaj tisto, kar te dejansko, kjer te pa poslanstvo tudi izpopolnjuje. In z tega vidika jaz gledam na zadeve. Ne. Se pravi, ali je to nekaj, kjer jaz mislim, da lahko naredim neko spremembo, ali je to nekaj, kjer mislim, da bom lahko potem pustil nek pečat, nekoga, ki je v bistvu mogoče seveda tudi z nekim drugim pogledom iz pred nekega poslovnega okolja uspel narediti neke spremembe v nekaj letih. Ne. Imate vi zdaj občutek, da javno zdravstvo razpada? Zdaj, jaz sem v bistvu tak mal pragmatičen človek in tudi v bistvu človek številk, ne? Tako da če zdaj pogledamo mi neke take mednarodno primerljive kazalnike, se pravi življenjsko dobo oziroma dobo zdravega življenja, če pogledamo umrljivost novorojenčkov, če pogledamo tudi, in tle moram v bistvu pohvaliti odziv Slovencev na presajalne programe recimo. In še kar nekaj teh kazalcev je, mi definitivno v bistvu vsi ti kazalci kažejo, da smo nad povprečjem Evropske unije. Tako da z tega vidika, ali zdravstveni sistem zdaj razpada, jaz tega mnenja ne delim. A pa ima zdravstveni sistem v Sloveniji, tako kot velika večina zdravstvenih sistemov tudi v naši okolici, svoje izzive? Absolutno. A se soočamo z seveda vedno večjimi potrebami po zdravstvenih storitvah, seveda zaradi staranja populacije, tudi zaradi novih tehnologij, tudi zaradi tega, ker zdaj zdravimo v bistvu bolezni, ki jih še 10 let nazaj niti si nismo mogli zamisliti, da jih bomo lahko pozdravili. Seveda, in vse to pač sproža pritiske na zdravstveni sistem in vse to zahteva v bistvu intenzivno upravljanje tazga sistema. To o razpadanju javnega zdravstva vas sprašujem seveda zato, ker so čakalne dobe vse daljše, ljudi brez osebnega zdravnika je kar lepo število, pa tudi koncesionarji, na primer, so že izpolnili večina njih kvote za operacije kolka kolena, so rekli, da so izpolnili že marca, z enim od njih sem govorila. Ali se bo na tem področju kaj spremenilo? Bodo lahko koncesionarji še operirali, se obeta kakšna sprememba uredbe na tem področju? Ja, no zdaj mogoče da se vrneva malo na začetek, imate absolutno prav. Ali so čakalne dobe problem v naši državi? Odgovor je seveda da. Jaz sem sicer, moram reči, se veste, v javnem zdravstvu čakaš, ne? V javnem zdravstvu čakaš, pri zasebniku si lahko takoj na vrsti, zato to vprašanje o razpadu javnega sistema. Ja, in bom tudi pojasnil. Ne? Seveda, načeloma, jaz sicer mislim, da problem čakalnih vrst v Sloveniji je tudi transparentnost, ne? Ravno zaradi tega smo se na zavodu v bistvu tudi po mojem prihodu odločili, da bojo čakalne vrste tudi del naše strategije, se pravi, smo se vključili v to problematiko, kar jaz smatram, da pač v bistvu Zavod za zdravstveno zavarovanje ne more samo na koncu plačati storitve, ki so opravljene, ampak se mora bolj aktivno vključiti v celoten proces dostopa do storitve.
Tako da z tega vidika definitivno se tega lotevamo. Se pravičujem, ko skačem besedo, ampak kaj vi spremljate čakalne vrste, ne, na svoj način, NIJZ, Inštitut za javno zdravje pa tudi spremlja. Imate to skupne podatke ali vsak po svoje spremlja? V bistvu, ko sem se jaz pač v bistvu dejansko, to je bilo tudi nekaj, kar je mene res osebno zanimalo, ker pač tudi imaš neko potencialno tudi kakšno izkušnjo svoje okolice, in v bistvu sem se najprej lotil tega analitično, smo pogledali številke skupaj z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, ampak oni spremljajo tako številke o predvideni čakalni dobi, kot številke o realizirani čakalni dobi. In mi smo se fokusirali, zakaj pa so te številke različne? Ker tipično so številke o realizirani čakalni dobi, se pravi, če vi pogledate, ne vem, za nekaj tednov neko časovno premico in rečete, kdaj pa je dejansko ta oseba, ki je bila danes na vrsti, dobila storitev in koliko časa je čakala, so te številke meni kazali, da so tipično te čakalne vrste krajše, kot so bile napovedane. Mi imamo neko zgodbo, ne vem, dobite datum čez 3 leta, pa vas pa pokličejo, pa dobite datum čez 1 leto. Tega je veliko. In v bistvu zato pravim, da je problem transparentnosti, ker mi smo se s tem začeli še veliko ukvarjati ob koncu lanskega leta, ko smo zakonsko dobili tudi ustrezno pooblastilo. Skupaj z Nacionalnim inštitutom zdaj delamo v bistvu na izmenjavi podatkov, na preverjanju podatkov in ravno v teh dneh bomo kot zavod tudi ravno na področju endoproteze kolena opravili prve klice našim zavarovancem, kjer bomo dejansko želeli zdaj preveriti. Čakajo, ne čakajo, ali bi bili pripravljeni storitev dobiti tudi kje drugje, a jim lahko mi pri tem pomagamo in podobno. Tako da mi smo se zdaj nekako infrastrukturo počasi gradimo, do konca leta bomo tudi nadgradili klicni center, da bomo lahko v bistvu določene stvari upravljali, tako da želimo dejansko se bolj aktivno v to stvar vključiti. Najprej pa rabimo ustrezno transparenco, ker ne more biti, da je v bistvu, ne vem, zdaj bom karikiral, kapaciteta sistema 1000 operacij na leto, čaka jih, ne vem, 500, čakalna doba je pa 2 leti. Ni logike, tako da zdaj moramo te stvari pač začeti uparjati, lotevali se bomo seveda tistih najbolj akutnih zgodb, kot je recimo ortopedija. In zdaj seveda, če se vrnem nazaj na vaše vprašanje, absolutno zdaj v tej zadnji uredbi so bile določene omejitve za koncesionarje, za javne zdravstvene zavode ne. Zdaj, z naše strani, mi smo pač v bistvu seveda tukaj izvajalec in moramo slediti vladni uredbi, vkolikor bo pač novi minister sprejel odločitev, da to omejitev umakne, bomo mi seveda tudi v teh naših naporih lahko seveda programe, tako kot je že bilo običajno, delili tudi oziroma dali tudi koncesionarjem. Pa se že nakazuje strani ministrstva kakšno... Zdaj, minister je nasplošno že poudaril, da pač seveda želi omogočati večjo dostopnost, tako da z tega vidika seveda jaz ne bom presenečen, če bo določene omejitve umaknil. Sem pa opozoril in to je tudi, mislim, da prav, da se pove, pač v bistvu zavod je z veliko težavo sestavil finančni načrt za leto 2026, še večjo težavo ga bo pa zdaj do 2027. Kaj kaže ta finančni načrt? No, dajte povedati, sem tako številke. Ja, načeloma v bistvu odhodki za obvezno zdravstveno zavarovanje v letošnjem letu bodo na nivoju 6,2 milijarde, v bistvu potem imamo še dolgotrajno oskrbo, cca 800 milijonov, tako da pridemo skupaj na približno 7 milijard odhodkov. No in zdaj, če v bistvu zdaj zelo na hiter za gledalce in poslušalce poveva, od teh 6 milijard 200, približno milijarda evrov gre za zdravila in medicinske pripomočke, približno milijarda evrov gre za nadomestila, beri bolniške in v bistvu ostale nadomestila in 4 milijarde ostane za izvajanje storitev. Tako da v bistvu to ni majhna vsota denarja, mi imamo tudi predloge, kako v bistvu bolj racionalno upravljati za temi, bom rekel, sredstvi. Lažje to delamo oziroma smo tudi zaradi dodatnih zakonskih pooblastil, ki smo jih pridobili v lanskem letu, naredili neke korake na področju nadomestil, na področju zdravil medicinskih pripomočkov, teže pa to delamo na področju storitev, kjer seveda velja uredba in veljajo relativno stroge zakonske omejitve, kaj zavod sme in kaj zavod ne sme. Naprimer, zavod mora skladno zakonodajo v svojih cenah storitev, ki jih izračunava, upoštevati celo vrsto
stroškovnih elementov, in zdaj to tista zgodba, ki bi jo mi tudi radi drugače postavili, zavod ta trenutek ne more narediti razpisa pa reči, zdaj bi pa jaz rad v izvajanje storitev vključil, bom rekel, kapacitete, ki so na voljo, kdo da za isto kakovost boljšo ponudbo, in s tem prehranem jaz nekaj denarja. Tega zavod danes ne more početi. Tako da kar nekaj je stvari, ki si jih mi želimo nadgraditi, zato da bomo lahko bolj racionalno v bistvu tudi ta sredstva, ki jih zberemo, upravljali. In neko tako racionalno upravljanje je zdaj že nakazano tudi z zaostrovanjem pravil glede bolniških odsotnosti, bolniškega absentizma. Tega je v Sloveniji bilo v preteklosti in je še ogromno. Drži. Zdaj ste vi ta pravila kar zelo zaostrili in se že kažejo kakšni učinki te zaostritve in če se učinki kažejo, zakaj te zaostritve po vašem ni bilo že prej? Zdaj v principu bova čez par ali ne. Zdaj, dejstvo je, da smo mi skladno v bistvu tudi za napori bom rekel, aktivnega kupca, upravljalca sredstev, seveda že nekaj let Zavod za zdravstveno zavarovanje ocenjuje, da na področju nadomestil v bistvu, če hočete, ni tazga reda, kot bi lahko bil. Zdaj, zakaj prej ni bilo mogoče prave volje, težko komentiram. Moja ocena je bila, da zaenkrat v sistemu ne bi delali nekih, in to je tudi moj ta pragmatičen pristop, ne delamo stvari, za katere se nikoli ne bomo mogli dogovoriti. Tako da smo v bistvu, kako smo mi pristopali, jaz sem pač v bistvu povabil k sodelovanju tako organizacijo pacientov, kot v bistvu predstavnike družinske medicine, kot Ministrstvo za zdravje, in smo skupaj pogledali problematiko in ugotovili, katere so tiste aktivnosti oziroma katere so pa tista področja znotraj odsotnosti, ki pa bi lahko nakazovala na to, da se ali sistem izkorišča, ali smo preveč širokogrudni in podobno. In v nobenem primeru nismo spreminjali sistema, jaz sem bolan, jaz rabim odsotnost. V nobenem primeru. Nismo tudi spreminjali oziroma nismo predlagali sistema, skrajševanja bolniških odsotnosti in podobno, ravno zaradi tega, ker smo želeli narediti najprej tiste premike, ki so bili za vse sprejemljivi. No in tukaj smo potem zakonsko določene stvari spremenili, kar nekaj stvari spremenili tudi v naših pravilih, in bom rekel, naslovili. Spremenili ste jih seveda na način, da se zdaj ljudje, ki grejo na bolniško, na nek način bojijo, kdaj jih bo obiskal nadzornik, ali bom res doma, ali ne bom doma, ali bom kje drugje. V bistvu ne vem, če bi se čist strinjal. Mi imamo čistko, da se razumeva, za 2 milijona ljudi oziroma za toliko delovnih ljudi 6 nadzornikov, ali smo dejansko praktično podvojili število nadzorov, da, zaradi tega, ker je to čist po zgledu teh vseh zahodnih zavarovalnic, da seveda v principu želijo razumeti. Torej ste nove zaposlitve za svojo upravo? 6 nadzornikov imamo. Zdaj jih imate skupaj 12 ali kako? Ne, 6 nadzornikov imamo vse skupaj. Mi smo 2 ali 3, zdaj imamo 6. Tako da v bistvu nič dramatičnega se ni zgodilo. Je pa res, da v bistvu čist, bom rekel, v skladu z neko normalno poslovno prakso želimo razumeti, ali v bistvu zavarovanec spoštuje režim gibanja. Zato, da pa ne bi bilo točno takih nesporazumov, smo pa, kot rečeno, stroko poenotili režime gibanja. In z tega vidika zdaj vsak zavarovanec danes ve, kaj je lahko in kaj je dobro za njegovo zdravje, in kaj pa ni dobro za njegovo zdravje. Ker namen teh sprememb ni samo, zdaj pa mi, lovimo falote, ampak je namen v bistvu izvajati ukrepe, ki čim prej omogočajo zavarovancu, da se vrne nazaj na delovno mesto. Tako da z tega vidika so bili nekateri ukrepi naslovljeni na to smer. Tudi ta, recimo, ukrep, saj meni osebno, pa sem laik, se zdi zelo smiseln, da se zdravnik more posvetiti zavarovancu, če je na bolniški neki dni, ne zdaj kar nadaljavo vam damo bolniško odsotnost, lahko da je pa res kaj narobe. Ali če nekdo v bistvu ima več, recimo tudi kratkih bolniških v nekem omejenem obdobju, to kaže lahko na neke pač težave. In tako da v bistvu nekako smo želeli dejansko naslavljati tiste ukrepe, za katere smo se vsi strinjali deležniki, da dejansko bodo prinesli neke pozitivne učinke. In zdaj v obdobju 1 do 5, se pravi od januarja do maja letošnjega leta, imamo mi v bistvu zaznanih približno 23% upad bolniških odsotnosti do 30 dni in približno 16% upad bolniških odsotnosti nad 30 dni. To je verjetno zdaj
res samo posledica, ne znam si drugače razlagati, kot da je to res posledica samo strahu, da bodo opozorjeni dobili kazen, ne bodo mogli več na bolniško. Da je taka razlika, je skoraj neverjetna. Razlika je očitna, ne? V bistvu, kot rečeno, gre za celoten set ukrepov. Ni samo en ukrep. In jaz res ne vem, zakaj bi govorili o nekem strahu. Mi smo samo naredili zadeve transparentne, podali smo režime gibanja, podali smo v bistvu tudi drži, tudi določene potencialne sankcije, pa do zdaj še nismo nobene izrekli, tako da smo bili tle. Ste pa verjetno kakšna opozorila že izrekli? Zdaj počasi prihajamo do tega, da bomo določena opozorila, ker kot veste, sankcije izgube dohodka je opozorilo najprej, ponovitev v roku 5 let in podobno. Tako da sploh ni bil namen kaznovanja. Namen je bil v bistvu vzpostaviti nekaj več reda, ker v bistvu mi da se moramo vprašati, če nekdo pa je neopravičeno na bolniški odsotnosti. Kaj to pomeni? To pomeni, da je zavod nekomu drugemu ne more posega plačati, ne more plačati zdravila, ne more plačati medicinskega pripomočka. Tako da mislim, da moramo vsi biti družbeno odgovorni, ko pa potrebujem bolniško, pa ni bilo enega omejitvenega ukrepa. Povejte mi, res teh 6 nadzornikov me bega. Je to 6 nadzornikov res dovolj za celotno Slovenijo? Kot rečeno, mi ne izvajamo represije. Mi smo želeli samo teh 6 nadzornikov, oziroma mogoče bo še kakšen kdaj več, ni pomembno. Mi smo želeli samo v bistvu dejansko, če imamo neko zakonsko pooblastilo, biti seveda tudi v stanju to zakonsko pooblastilo izvajati. Ni pa absolutno namen, da zdaj bo nadzornik trkal na vsaka vrata. Vi dobro veste, da imate različna bolezenska stanja. Tudi nadzornik se sam ne odloča, kam bo šel pogledati, to je odločitev zdravnika našega, tako da v bistvu sistem absolutno, jaz mislim, da je zelo, bom rekel, korektno zastavljeno. Kako pa zberete, kam bo šel nadzornik pogled? Kako to zbere zdravnik? Zdravnik pač v bistvu spremlja zavarovanca, govorim za tiste seveda, ki so zdaj v odgovornosti Zavoda za zdravstveno zavarovanje, spremlja njegovo zdravstveno stanje, v bistvu se odloča glede na določene indice, ki jih ima, to je stvar stroke, to se pač jaz niti ne spuščam. In on je edini tisti, ki pač odloči, kam bo poslal našega laičnega nadzornika. Imate morda podatek, koliko časa zdaj že traja odsotnost ali bolniška odsotnost človeka, ki je najdlje na bolniški? Zdaj to je ta neka taka skrajna zgodba. Mislim, in zakaj te ljudje, ki so, po 12 let na bolniški, ne grejo v invalidsko upokojitev? To je v bistvu ena izmed, bom rekel, stvari, ki jih je najverjetneje treba še nasloviti. To je tudi v bistvu točno ta zgodba, ki sem prej rekel, nekaj se da nasloviti, kjer se vsi takoj strinjamo, nekaj pa treba, za določene stvari pa treba v bistvu večje sistemske spremembe. Vi veste, da seveda zavarovanci v primeru invalidnosti prehajajo med Zavodom za zdravstveno zavarovanje, pa Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, da imamo v bistvu relativno velike razlike med prejemki v času bolniške odsotnosti in potem prejemki za invalidska nadomestila. Tako da tle treba sistemsko zadevo urediti. In tukaj dejansko imamo par redkih primerov, mislim, da celo 15 let nekaj tazga, z posameznimi epizodami delnega vračanja delo in nazaj. In tukaj to v bistvu, kar absolutno lahko rečeva, ne deluje dobro. Jaz sam osebno mislim, da bi morali mi seveda imeti nek inštitut, začasnega invalidskega statusa, ker seveda tudi zaradi v bistvu pomanjkanja delovne sile mi moramo skrbeti za to, da ljudje ne moreš delati dela A, lahko pa delaš mogoče delo B, tako da več se je treba ukvarjati v bistvu s temi zadevami. Ni rešitev samo, zdaj omejimo bolniški stalež in potem greš v invalidsko in to je to. Mi moramo v bistvu, in moram reči, kar nekaj nastavkov zakona, ki sicer ni ugledal v luč sveta v enotnem izvedenskem organu, je bilo dobrih na to temo, ampak je treba to pa sistemsko pogledati. Povejte mi, imate kakšne analize narejene, izračune, koliko stane posameznik zdravstveno blagajno zaradi bolniške odsotnosti, ker ne dobi pravočasne zdravstvene oskrbe?
To sta zdaj, bom rekel, dve zgodbe. Čakaš na operacijo kolena, korka, ne vem kaj, čakaš na endokrinologa, vse te boli, ne dobiš obravnave v 3 letih in si ta čas bolniško odsoten. To so kakšne analize narejene na ZZZS ali ne? No, zdaj v bistvu tako. Najprej, v bistvu za nas je taka neka groba ocena, da stane dan bolniške odsotnosti približno 90 €. S tem mi tudi nekako računamo, koliko prihranka lahko imamo, koliko v bistvu seveda odstotek bolniške odsotnosti pade. Mi na zavodu nismo delali te analize, delal jih je pa Nacionalni inštitut za javno zdravje, in zdaj od vseh nekako bolniških odsotnosti, to je zdaj podatek, ki so ga meni sodelavci predali, jaz računam seveda, da je absolutno ok, pa korektan je 8% takih, ki v bistvu, kjer bi lahko bolniško skrajšali, če bi prišli prej do obravnave. Tako da se sliši malo, pa ni malo. Ne? Bi lahko v bistvu kar velik, 10%, sva prej rekla, na milijardo, ali pa skoraj milijardo, je kar pomembna vsota denarja, če bi na vsakem postavki 10% uspeli prihraniti, pa bi ne imeli finančnih težav. Tako da z tega vidika absolutno to je pomemben podatek. Kot rečeno, čakalne vrste so problem, mi bomo z naše strani zdaj res dejansko se tega aktivno lotili in definitivno je pa recept za odpravo ne samo eden. Eno je transparentnost, pa imamo pa še kar nekaj stvari, ki jih moramo narediti. Ali je recept za odpravo čakalnih vrst tudi to, da se v izvajanje zdravstvenih storitev vključijo vsi zdravstveni izvajalci? To smo imeli že v preteklosti poskus tega, vemo, pod ministrom Bešič Loredanom se je to zgodilo, da so lahko nekako izvajali določene storitve vsi, seveda koncesionarji, ne zasebniki. Sprašujem pa tudi za zasebnike, ali bi bil recept to, da se čakalne vrste odpravijo, da se vključijo tudi zasebniki. Namreč, kaj se zdaj dogaja? Marsikomu se zdi zelo strani države tudi negospodarno, da pošiljamo paciente oziroma hodijo pacienti na ortodontsko zdravljenje na Hrvaško. Tukaj seveda čakajo, ne dobijo pravočasno zdravstvene obravnave, zato odidejo na Hrvaško. Tam jim potem Zavod za zdravstveno zavarovanje stroške povrne, torej stroške povračamo državi Hrvaški, namesto da bi ta denar ostal v Sloveniji, če bi se zdravljenje izvedlo tukaj. Ali ni to po vašem negospodarno? Kaj nameravate narediti na tem področju? Ja, več točk se je odprla, zdaj mogoče sam greva kar čez vse. Zdaj, v bistvu to, da gre zavarovanec lahko v tujino na zdravljenje, seveda pod določenimi pogoji, je pač direktiva Evropske unije in na tem področju pač jaz mislim, da je prav, da imajo ljudje neko ustrezno izbiro, sploh če pač so čakalne vrste v Sloveniji predolge. Tako da to je pač stvar, ki deluje po celotni Evropski uniji in jaz mislim, da tukaj pač v bistvu moramo te zadeve ustrezno upravljati. Sam pa nas ne bi hodilo v tujino, če bi imeli možnost tukaj izkoristiti vse. Tako, zdaj, kar se pa tiče, bom rekel, pristopa k javnem zdravstvenem sistemu v vsaki posamezni članici Evropske unije, pa seveda so stvar lokalne zakonodaje. Tako da zaenkrat pač Zavod za zdravstveno zavarovanje operira bom rekel, skladno za zakonodajo, imamo pač v javni mreži tako javne zdravstvene zavode oziroma javne zavode, kot v bistvu tudi koncesionarje, ki imajo koncesijo. Kot ste rekla, nek poskus odpiranja v bistvu plačevanja storitev brez omejitev je že bil, pa se ni izkazal za najbolj optimalnega, po mojem mnenju, pa se po tistem, kar sem tudi videl podatke, pa bom tudi odgovoril, zakaj. Zdaj, absolutno je tudi resolucija, ki je bila v preteklosti sprejeta med leti 26 pa 35 o razvoju sistema zdravstvenega varstva v Sloveniji, predvideva, da mi gremo iz sistema koncesij na sistem, ko zavarovalnica, zavod lahko naroča storitve pri javnih zdravstvenih zavodih in jih dopolnjuje z katerimkoli izvajalcem, ki ima ustrezno licenco. Tako da mi se generalno strinjamo, da v bistvu v perspektivi gremo v nek bolj odprt sistem. Dejstvo pa je tudi, da
pa ni ta prav pristop, vsaj po mojem mnenju, da mi sistem kar odpremo, in zdaj ljudje sami skačejo levo, desno okoli, kje bodo dobili neko storitev, ker tudi takrat, ko smo to naredili, se nam je, seveda nenormalno povečalo število CT-jev, MR-jev in ostalih diagnostik, ne pa tudi samih posegov in ni imel to nekega hudega vpliva na same čakalne vrste. A menite, da je bilo veliko takrat upravljenih nepotrebnih storitev? Jaz se, bom rekel, spet vračam, hvala za vprašanje, se vračam nazaj na neko ne našo študijo, ampak mednarodno študijo, da je pač nepotrebnih storitev generalno v OECD državah med 20-30%. Tako da, ali Slovenija izstopa, ne, ampak ali jih je pri nas tudi med 20-30, najverjetneje da. Sploh, če se pogovarjam s kolegi specialisti, koliko ljudi pride na pregled, pa koliko ljudi jih res ta pregled rab, velika slišim še kakšno večjo številko kot sam 20%. Tako da ravno tle moramo mi v bistvu kontrolirano odpirati sistem. Ja, veste, če si v vlogi družinskega ali posebnega zdravnika, pa nekdo zelo jamra, reče me, to vse boli, kako bo tak zdravnik rekel, ja, oprosti, ampak jaz mislim, da to ni tako, da te boli, zdaj te ne bom poslal na rentgen, ker mislim, da je to nepotrebno. A veste, zelo veliko je takih zgodb, ko se zdravnik, sicer s svojim strokovnim znanjem, zelo težko zoprstavi pacientu in to prepreči potem. No? In to jaz v bistvu zelo razumem, ker v bistvu tudi, se pravim, jaz res se želimo tudi na zavodu čim bolj odpirati v bistvu deležnikom in tudi v tej skupini za družinsko medicino smo o tem veliko debatirali. In jaz razumem, seveda, družinski zdravnik je zaupnik zavarovanca oziroma pacienta in pač si mora prizadevati za čim hitrejše zdravljenje oziroma naslavljanje njegovih potreb. Vse res. Ravno z tega vidika je, mislim, da eden izmed odgovorov seveda ta, ki smo ga zdaj mi v neki kar pretežni meri že naslovili v lanskem letu in sem vesel, da zdaj veliko bolj deluje, ko je. To je e-posvet. Se pravi, povezava med primarnim in sekundarnim delom zdravstvenega sistema. Mi smo v lanskem letu naredili velike napore, da so izvajalci na sekundarni ravni zdaj odprli možnost obravnave takega vprašanja strani družinskega zdravnika in tudi v bistvu praktično se je podvojilo število vprašanj, ki jih družinski zdravniki naslovijo. Ravno zaradi tega, ker seveda tudi, ko si v dilemi, je prav, da najprej vprašaš specialista in to zdaj veliko bolj deluje, ko je. Tako da tudi v bistvu zdaj neke, pa jaz ne nočem biti prehiter optimist, neke indikacije v številu napotitev kažejo nek trend, da se ni zdaj, da ne gre to zdaj tako, ampak gre mogoče zelo malo nadol. Zato, ker smo pač v bistvu odprli e-posvet. Drugi element je pa seveda sama smernica oziroma sam način napotovanja, kjer pa tudi, to pa ne bo letos, to bo pa v drugem letu, bomo v sistem napotitev dejansko tudi že začeli vključevati uporabo kliničnih smernic. Ker, da vam samo odgovorim, absolutno je prav, da reče zdravnik, bova naredila rentgen, ne bova pa zaenkrat naredila CT-ja pa MR-ja, pa počakala, kaj bo rentgen pokazal, pa bova to naredila, če bo treba. Če že glih vam je ChatGPT rekel, da rabite CT, MR, laboratorij, pa ne vem kaj. Tako je, ja. To je tisto, kar v bistvu moramo v zdravstvenih sistemih, predvsem v tistih, ki si seveda še vedno imamo dosti dober standard, vsem preprečevati, seveda. A veste, koliko je 20% od 4 milijard? Da se vrneva k temu odpiranju trga ali pa ponudbe tudi za zasebnike. Res marsikateremu pacientu se zdi krivično. Zdaj, pred kratkim se je name obrnila pacientka maksilofacialne kirurgije, ki je mogla potem zdravljenje poiskati na tujem, ker tukaj ni dobila obravnave. Seveda Zavod za zdravstveno zavarovanje iz stroškov ni povrnil, ampak je rekla, zakaj jaz ne moram celo življenje plačujem, zakaj ne moram iti k zasebniku tukaj v Sloveniji in zavod plača zasebnika, ne pa, da moram na tuje, ki je povezano pač z vsemi drugimi sitnostmi potem še zraven. Kdaj se bo to spremenilo? Se bo spremenilo? Ali bomo dobili kakšno košarico, ne vem, pravic? Kaj se pripravlja kaj na tem področju? Najprej, da pojasnim, košarica pravic je seveda zapisana v zakon. Določene postopke izvajanja dostopa do teh pravic opredeljujejo naša pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki jih sprejema skupščina in to na zelo rigorozen oziroma precej, bom rekel, transparenten in rigorozen način z vključitvijo v javno razpravo in deležniki in vse. Tako da v principu ta del imamo mi pokrit. Mi imamo v bistvu zelo široko univerzalno košarico pravic.
Tako da tukaj jaz ne bi rekel, da imamo slab sistem. Absolutno seveda, ampak tukaj smo že na bolj političnem področju, je lahko debata o tem, ali so vse, bom rekel, pravice primerne ali ne, ali si jih bomo lahko v nadaljevanju prvošili ali ne, ampak tukaj je res treba na tako široko družbeno debato. Imamo primer v Evropski uniji, ko v bistvu so košarice kar nekaj ožje, ne vem, zobozdravstvo je tak tipičen primer, ki ga države Evropske unije kar v veliki meri ne plačujejo iz javnih sredstev in tako naprej. Tako da ja, a je prostor za debato, da, a je to nekaj, kar bo rešil sistem jutri, ne. Zdaj, kar se tiče, bom odgovoril tudi, kar se tiče vključevanja zasebnikov, pa ne, to zdaj bom mogoče nepopularen izpadel, a ne. Jaz ne poznam veliko sistemov v tujini, kjer je to kar odprto, kar tako, a ne, zaradi tega, ker pač sistemi v vseh državah Evropske unije so javni sistemi in v bistvu vsaka država na nek način v bistvu kontrolirano odpira potem dostope. Ali imajo dostope? Da, tako da je to, kot sem rekel, tudi mislim, da bomo tja premikali. Zdaj minister je določene korake napovedal, brate koalicijsko pogodbo, tako da absolutno. Mislim pa, da ni dobro, da zdaj mi rečemo, zdaj pa lahko gre človek kamorkoli, zdaj mu pa zavod vse povrnil. To ne bo kontroliran sistem. Mi moramo skrajšati čakalne vrste s tem in moramo imeti dober sistem, kako bomo to naredili. Zdaj Stranka Resnica vložila zakon o pacientovih pravicah, ste ga kaj pogledali? Zdaj tudi ta predlog nekako nagovarja, da bi imeli pacienti nek bon, ki bi ga potem lahko koristili po želji, kjer si bodo sami izbrali možnost storitve. Tukaj sva zdaj v bistvu mi dva ravno na tem področju, ne. Tam noter piše pa, bom rekel, mnenje zavoda bo sprejemal upravni odbor, tako da bomo mi to preučili, pripravili in tako naprej. Ker seveda podpiramo sistemske rešitve, mogoče vse tam noter niso raven tega tipa, velikih je pa dobrih. Gre za to, ne? Ja, tam noter piše, če zavod ne uspe zagotoviti zdravnika v nekem okolju, potem zavarovanec dobi bon, zavarovanec bo še vedno potem v bistvu iskal zdravnika in tako naprej. Ne? Jaz bi si bolj želel, da v bistvu zavod dobi dodatna pooblastila, da mi lahko sploh na nek način ustrezno poiščemo zdravnika. Ne? Kaj danes, kot sem vam razložil, ne, jaz ne morem reči, ok, 10,000 ljudi v Ljubljani potrebuje družinskega zdravnika, a lahko naredimo nek odprt razpis, prijavite se lahko vsi in tako naprej in tako nazaj. Tako da mi moramo razviti sistem. Ne? Jaz sem nedavno bil skupaj s kolegom iz hrvaškega zdravstvenega zavarovanja. Hrvaška ima kontrolirano odprt sistem, kjer zavod naredi razpis in tam, kjer je potreba, vključuje v bistvu tudi vse kapacitete in tako naprej. Tako da ja, da se najti nek sistem, a ne? Kot rečeno, nima pa, kot jaz razumem, praktično nobena država v Evropski uniji kar tako narejen, da se to kar po avtomatiki dela, pa ljudje kar hodijo okoli in si pol probajo spet iskati zdravnika. Ne? Treba je pač v bistvu narediti napor v to smer, strategija je bila postavljena, a bomo se zdaj hitreje premikali v to smer, fajn, ne? Jaz še vedno stojim na stališču, da rabimo v bistvu vse elemente tazga sistema. Ne? Jaz si želim dodatne, bom rekel, možnosti tudi za zavod, da res lahko smo aktiven kupec, poiščemo v bistvu izvajalce in tako naprej. In tudi seveda na koncu si moramo biti to sposobni plačati. Zdaj, če nama kar hitro teče, smo še toliko vprašanj, ampak se mi zdi eno tako zelo pomembno vprašanje je to, kdaj boste vi dejansko plačali izvajalce po dejanskih stroških, ki jih imajo z določeno opravljeno storitvijo. Vemo, plačani so po skupini primerljivih primerov, te izračuni so nekako še stari, ne, mislim, da z leta 2, zdaj ste jih posodobili, ne pa še pri vseh storitvah, a ne, če sem jaz to prav. Pri vseh SPP-jih ste že pri vseh SPP-jih to naredili. Ampak še vedno nekateri kar jamrajo, da to ne odraža dejanskih stroškov. Tako da bi bil izvajalec res plačan po tem, koliko gas porab, koliko časa pacienta obravnava, da so to vštete plače in tako naprej. No? Če lahko malo več poveste. Ne, seveda, bom razložil. No? Zdaj, v bistvu, prenova sistema skupin primerljivih primerov je bila v bistvu ena izmed večjih novosti, ki smo jih uvedli z letošnjim letom. Jaz sem se lansko leto res potrudil, da tisto dobro delo, ki so ga moji kolegi v parih letih naredili, dejansko spravimo v življenje. Tako da v Sloveniji od 1.1.26 veljajo nove uteži skupin primerljivih primerov, ki smo jih izračunali iz slovenskih stroškov. Do se tisto, kar ste rekla, je bilo v 2-letnem obdobju strani 11 referenčnih bolnišnic zbrano in izračunano.
In to je zdaj popolnoma primerljivo z najbolj razvitimi državami Zahodne Evrope, kar se tiče sistema primerljivih primerov. Nima Nemčija boljš, nima Avstrija boljš, oni imajo mogoče bolj razdrobljeno zadevo, zato ker imajo tudi v bistvu celo svoje inštitute, ki pripravljajo te zadeve. Slovenija je toliko majhna, da v bistvu mi povzemamo seveda kodirni sistem, ki je originalno iz Avstralije, hkrati pa zdaj izračunavamo svoje uteži. Tako da mi smo to naredili s 1.1.26, to je bil velik zalogaj, velike spremembe, absolutno razumemo, da v bistvu so nekateri pridobili, nekateri v bistvu so tudi izgubili, dejstvo, ker so se pač stroški na novo preračunali. Jaz se zavedam tega, da seveda nobena uvedba taka velike spremembe ni idealna, zato smo mi predvideli 2-letno prehodno obdobje. To je bil prvi ukrep, ker mi v bistvu letošnjem letu vsem izvajalcem, ki dejansko bodo z novimi utežmi pridobili več, vse to plačujemo. Tistim, ki pa izgubljajo, pa v bistvu poravnavamo 75% razlike v letošnjem letu. Tako da v bistvu letošnjem letu dejansko gledamo, kaj se zgodi s sistemom, poskušamo v bistvu ugotoviti, ali je kje treba kakšne popravke narediti. In zdaj, ko imamo vzpostavljen lasten sistem spremljanja, bomo te popravke lahko tudi naredili. Ne morete pa, ni pa nikjer na svetu sistema, da bi vam zaračunali vsakega posameznega pacienta, ker tle gre vedno deluje sistem nekih primerljivih primerov, to sama beseda pove. In tukaj imate v miksu noter lažje primere, težje primere in ravno zato je ta sistem nastavljen, da ne pa spodbuja nekih drugih, bom rekel, ravnanj izvajalcev, ki pa tudi niso zaželene. Glejte, v zadnjih 5 letih, mislim, da je 1500, če se zdaj spomnim teh številk, 1500 več zdravstvenih delavcev zaposlenih v javnem zdravstvenem sistemu. 1500 več, še vedno pa nismo po številu izvedenih storitev na ravni leta 2019. Zakaj ne? Kaj se manj dela, potem takem storilnost manjša? Kaj je razlog? Ali so obravnave toliko težje, da jih je zato manj? Toliko zahtevnejše, kompleksnejše, ker se ljudje staramo, imamo vedno več pridruženih bolezni. Zdaj, samo število uteži, ki jih posamezni izvajalci naredijo, nujno ne kaže na to, da so zdaj obravnave veliko bolj kompleksne. Seveda se uvajajo nove tehnologije in z tega vidika, da generalno pa tega ni moč ravno potrditi. No, to, kar ste zdaj omenili, je v bistvu ena izmed, tudi, če hočete, mojih v bistvu pričakovanj tudi do novega ministra, kako se dejansko spremeni sistem, da bo spodbujal večjo produktivnost predvsem v javnem delu zdravstvene mreže, pri javnih zdravstvenih zavodih, ker tudi mi opažamo, da seveda število posegov, ki jih nekdo lahko naredi v javnem zavodu, je nižje od števila posegov, ki jih lahko recimo organizira nek koncesionar, pa če hočete lahko delati. Pa že tudi znotraj javnih zavodov so zelo velike razlike, ne se vemo. Absolutno, poznamo številke ortopedov. Tako da je treba v bistvu, mi seveda nimam ingerence kot generalni direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje vplivati na to, kako se produktivnost seveda zagotavlja, lahko pa na to opozarjam in lahko seveda na to tudi če hočete, v bistvu vplivam preko plačilnih modelov in nekako moje pričakovanje je, da rečemo, ok, gremo zdaj v dvigovanje produktivnosti, kar bo pomenilo, da bomo za 1 evro, ki ga mi plačamo, dobili večje število storitev, in je to treba narediti. Jaz mislim, da minister neke ideje ima, spet na nek kontroliran način v zdravstvu, nič ne gre zelo na hiter, ker pol lahko naredite veliko napako in v bistvu to ni v redu, ampak je treba pač v to smer iti. Ker tudi mi, kot rečeno, jaz večkrat pokažem ta graf, število zdravstvenih delavcev, pa v bistvu število obravnav. In se pol vprašamo, je pa res, da, vsaj to, kot jaz v bistvu čutim sistem, ni vedno problem v bistvu v tem, da zdravnikov ni oziroma da zdravnik ni pripravljen delati, ampak je v bistvu celotno sistem potrebno urediti. Tudi medicinskih sester ni in še kakšnega drugega osebja. Tako da tukaj nas čaka še kar veliko dela. Je pa to eden izmed, bom rekel, elementov, ki jih je treba nasloviti. Kot zadnje vprašanje ali pa blizu konca, povejte samo dolgotrajna oskrba še. Zaradi dolgotrajne oskrbe, kaj se vam finančno obeta? Ste tiste zadeve uspeli urediti, ko so bile pavšalno določene cene storitev in so bile v domovih in so bile te cene zelo visoke? Je to za vašo blagajno bila kar velika obremenitev? Ste te stvari potem uspeli dogovoriti, urediti? Bo zaradi dolgotrajne oskrbe
ne boste imeli večjih težav finančnih ali Ne, zdaj v bistvu je tako. Kot veste, v začetku leta je zavod v bistvu upozoril na to, da seveda so realni stroški, ki jih plačujemo za storitve dolgotrajne oskrbe, precej višji od tistih, ki so bili planirani. Še prejšnji minister Maljevac je na to odreagiral z znižanjem pavšalov, tako da v bistvu situacija se je zdaj finančno nekako uokvirila nazaj v tiste okvire, ki smo jih mi videli. Ne. Lahko pa pričakujemo zvišanje prispevka za dolgotrajno oskrbo potem takem v prihodnje. Bom razložil, se pravi zdaj v tem trenutku in mi sva tudi s ministrico Ribičevo upravila tako zelo dober uvodni razgovor, seveda, ker sem jaz pa opozoril na to, da lahko pričakujemo zdaj relativno stabilno poslovanje v letu 26 in v letu 27, ker zaenkrat seveda bom rekel na žalost ljudi, kar nekaj storitev, predvsem storitev dolgotrajne oskrbe na domu še ni polno vzpostavljenih, ko pa bodo te storitve polno vzpostavljene, bomo pa že v letu 28, v bistvu ta trenutek mi vidimo, da pa bodo ta sredstva že prekratka oziroma tam prekratka, brez dodatnih nekih ukrepov. Tako da za leto 26 pa 27 bo blagajna dolgotrajne oskrbe po vseh zdajšnjih projekcijah poslovala uravnoteženo, za leto 28 nas pa čakajo tudi izzivi. Okay. Ste že prej namignil z vašim prihodom, kdaj vprašate za nasvet tudi gospoda Sama Fakina, ki verjetno za ZZS-ju še vedno svetuje, koliko pa ima za takih zunanjih svetovalcev še, katerim ljudem zaupate, ko ne veste, kot in kam in ste pred dilemami, katerega pokličete, so to tudi kakšni bivši ministri še poleg gospoda Fakina ali drugi ljudje iz zdravstva? Ne, lejte, jaz v bistvu nimam nekih svetovalcev na plačilni listi. Gospod Fakin je bil del delovne skupine, ki sem jaz lansko leto ustanovil tudi s parimi bivšimi ministri. A je bil v tej delovni skupini tudi sedanji minister dr. Ostrc? Tudi. Zato se od tam tudi v bistvu sva dobro sodelovala v tem letu dni, ker sem jaz dejansko želel slišati čim širši odmev, v katero smer se moramo gibati, kako moramo strategijo nastaviti, kakšne so izkušnje, tako da to delovno skupino smo sicer zdaj nekako zaključili, ker smo tu strategijo pripravili, pa nastavili projekte in ostale zadeve. Moram reči, da zelo smo intenzivirali tudi sodelovanje v mednarodnih inštitucijah, zato ker se zelo posvetujem tudi z mojimi kolegi vodji zavarovalnic v drugih državah in sodelujemo v 2 mednarodnih združenjih. In seveda, jaz hodim veliko po Sloveniji, se srečujem tako za direktorji bolnišnic, zdravstvenih domov in tako naprej, tako da si pustim v bistvu veliko povedati in ne nazadnje mi je zelo pomembno tudi to, da smo v naše dejansko te delovne skupine in aktivnosti vključili tudi zavarovance. To se mi je zdelo zelo pomembno, da pač v bistvu slišimo njihove zgodbe, ukrepe, ki jih naslavljamo, poskušamo razumeti, a bi to delovalo ali ne. In dejansko tukaj se mi zdi, je bil tak kvaliteten napredek tudi narejen zdaj v času pač mojega mandata. A si upate napovedati kakšno prognozo dati ministrovanja gospoda Ostrca? Kaj pričakujete od njega? Mislite, da mu bo uspel izpeljati želene spremembe? Jaz absolutno mislim, da ima gospod Ostrc, da precej dobro razume zdravstveni sistem. Kot rečeno, midva sva pač zdaj imela to sodelovanje tudi v delovni skupini in kot zavod smo mi absolutno nudili in prej in tudi bomo naprej vso strokovno podporo, ker zavod pač ima zakladnico podatkov, tudi v bistvu neko dolgo zgodovino, razumemo, kaj je prijemalo od ukrepov, kaj ni in tako naprej. Tudi zelo proaktivno delamo na tem, da smo pripravili tudi kar nekaj, bom rekel, ukrepov, za katere menimo, da bodo prihranke lahko prinesli, te je tudi naša skupščina potrdila in tako naprej. Tako da, jaz mislim, da nastavki so dobri. Kot vsak minister bo pa tudi gospod Ostrc imel največji izziv seveda upravljati z pričakovanji različnih deležnikov v sistemu. Tukaj mu pa pač tudi ne zavidam, ker je dejansko sistem kompleksen, pričakovanja pa velika, tako da mu v bistvu želim vso srečo in ponujam vso podporo tudi z naše strani. Gospod Ljoljo, hvala lepa za tale pogovor. Hvala tudi vam. Vam pa nasvidenje do prihodnjič.